Haj, evo in še en četrtek 2020, v nulo, točno 2020. Kako ste, dragi moji? Ste v redu? Ste imeli krasen dan? A je bilo vse ok? Ste si sami zorganizirali lep dan? Ali ste čakali, da vam prinese ta lep dan? Predvsem, kaj me pa zanima, ali ste tisti, ki rečete, zdaj je ta, a je že retrogradni Merkur, to ne vem, sploh nikoli si to ne zapomnim, čeprav imam astrologinjo, pa mi to Gaja kdaj pove, ampak sploh ne vem. Ali se radi usmerite v to, da rečete, to je zdaj tisti čas, ki se pa to dogaja, ali si sami naredite krasen dan. To me resno me to zanima. Če lahko mi delite v spodaj, napišete, da si sami skreirate dan in da se sami zavedate, da bo dan lahko dober ali pa slab. Tisti mi napišite, tisti, ki pač mislite, da to ni potrebe, da samo se zgodi, tisti pač je v redu. Tudi to, zato pa imamo današnjo temo. Mogoče, najprej res en lep pozdrav in en lep večer vam želim. Jaz sem imela res krasen dan, mislim, imam skoraj vsak dan krasen. Ampak zato, ker si ga sama tako naredim. Res, danes sem prepotovala skoraj celo Slovenijo, ne sama, z mojo stranko. Smo bili, to pomeni, hoj, super sem. Evo, imam Niko, ko mi je že napisala, Nika, en poljubček. Smo bili v Trebnah, iz Trebna smo bili pri krasni stranki, naj vam povem, da sem bila prvič v Remu, v podjetju Rem, odlično. Pa smo šli do Lumarja, pa smo malo njih pogledali, pa ko smo prišli domov, pa sem še imela eno delavnico in sem imela krasno temo in sicer moč pozitivnih misli. In sem rekla, wow, to me glih napolni, vedno imam četrtke, to pomeni, preden se vam javim, imam delavnico, oziroma vsak drugi četrtek, pa se kdaj zgodi, da je vsak teden, imam delavnico in je super, ker sem polna energije, na koncu končamo z meditacijo, imam tako skupino, ki so vsi krasni, čudoviti, in je pol super, to tudi nek dober uvod v naš life. Ok, današnja tema je tema, jaz nisem neka pediatrinja ali pa psiholog v tej smeri, ampak res delim samo mojo izkušnjo. To pomeni, veliko vprašanj se je pojavilo v teh vaših vprašanjih, je bilo na to temo, kako ne najdem povezave z otrokom, ne najdem povezave, to pomeni s partnerjem, in to je odnos. In potem sem spoznala najbolj pomembno stvar, katero nisem še delila z vami, pa sem že marsikatero stvar delila z vami, kako se gradi odnos. Kdo je prva oseba, s katero gradite odnos? Kdo je ta oseba? Kaj mislite? Da slišim? Kdo? Ja, vi, dragi moji, vi sami. To pomeni, če želite si ustvariti in zgraditi najboljši odnos, poglejte se v ogledalo in ga gradite seboj. Danes sem celo dala, afirmacijo danes sem jo dala, afirmacijo na Instagram, glih to, Če želite postati boljša oseba, če želite postati posebna oseba, dajte se pogledati v ogledalo in delajte sami seboj. In kaj se nam največkrat zgodi, ko gradimo odnos s seboj? Danes imam samo tri točke take, ki bi želela, da jih prevzamete, ne da jih prevzamete, da pridejo v vaše srčke. Samo 3, nič več. 3, zato naj bo kratko pa sladko. Prosim, dragi moji, prenehajte se obsojati. Prenehajte to delati. To bi mogla osvojiti, to bi mogla čim prej, to bi še mogla vedeti, to še ne vem, ono še ne vem, to bi mogla napredovati. Kaj, če bi rekli si za enkrat in rečete, jaz sem bila tista, ki sem se ful obsojala, to še ne znam, ono še ne znam, to še moram vedeti, to še ne morem vedeti. Mama, Tanja Tržan, mama. Ok, to mogoče nisem znala glih povezati. Poskušajmo dati na stran, pa si reči vsak sleherni dan, vsak dan sem boljša oseba, vsak dan delam premike na sebi, čisto vsak dan, ker nažalost ne bo šlo, da imamo boljše odnose
ne vem, z otroki, Vida, hvala Vida, z otroki, potem z partnerjem, sodelavci, s komerkoli, s prijatelji, če ne znamo na sebi graditi odnosa, če ne znamo sebe pohvaliti, če ne znamo si reči iskreno, povedati, super, danes sem že ozavestila to, danes že to opazim, danes sem že naredila ta pa ta korak, danes vidim spremembo na sebi. Če pa konstantno mislimo, kdaj bom to osvojila, kdaj bom to osvojila, kdaj bom to osvojila, to je na nek način tako močna samokritičnost, da ni pripravljena ta samokritičnost narediti spremembo. Zaradi tega, ker se takoj vržete nazaj v tisto, se mi še ful manjka, da naredim korake. Jaz sem najsrečnejša, ko pride do mene oseba, ker zdaj jaz vidim, koliko jaz obvladam in koliko že veliko stvari vem, da vsi odgovori so noter v nas. In ko pride oseba, ko jo vidim, pa reče, jaz sploh ne vem, kje naj se dotaknem odgovora, in sem ful vesela, ker se prepusti in ko je že vesela samo to, ko je vesela, da je spoznala, da bi rada naredila spremembo. Če to mi je noro, včasih mi je bilo tako, veste, včasih sem rekla, oh my god, sploh ne vidi, pa ćete imati bolje odnose sa djetetom. Super, evo, Nada je napisala tako po Feng Shuiu, apsolutno, ampak vse te stvari so dodatki, vsak dan smo boljši in rastemo, če si li to sami dovolimo. Tako je, draga moja Vesna, krasno, točno to. Točno, kar je Nada napisala, kar je napisala Vesna. Ko, naprimer, Nada je napisala, uredite si dom po Feng Shuiu. Ampak prva zadeva, katera je, uredite najprej odnos sami seboj. In nikoli, evo, tu sem pa zdaj jaz, nikoli, ne se obsojati za svoje odločitve. Katerokoli odločitev ste naredili, je takrat bila prava. Takrat vas je vesolje podprlo, univerzum vas je podprl in ta odločitev je mogla priti, ker zaradi te odločitve ste vi danes drugačni. Zaradi te odločitve ste naredili marsikateri drugačen korak. In prva zadeva, katera je res, lepo vas prosim, ko delate, ko gradite, ko želite s komerkoli graditi odnos, ko gradite seboj. V marsikaterem videu sem vam rekla, da ne vzgajamo otrok, da vzgajamo sebe. In bolj, ko smo srečni, bolj, ko smo zadovoljni, bolj, ko mi živimo to srečo noter v sebi, seveda, da ni enostavno, to ne pade z neba, da rečemo, ali pa ko nekdo, koga slišim, ko mi kdo reče, a ta skazica se dela, da je takšna, a se tako pripravi za publiko, da je takšna, ne vem, vprašajte malo moje stranke, vprašajte moje sodelavce, vprašajte malo s tistimi ljudmi, katerimi sem, a se to pripravi človek, ali to živi, a se zaveda, da je on kreator svojega dneva, ali misli, da so drugi kreatori tistega dneva, ali misli, ta je odgovorna stranka, odgovorna, ker nisem to. Kar pomeni, prva misel, ki si želim, res, ki si želim, da doseže vaše srčke, direktno noter, da prije v srčke, prenehajmo govoriti več, da se karkoli rečem, tega je premalj, tega ne znam, on ga ne znam, ampak da rečem, ozavestila sem, opazila sem to, dovolila sem si slišati, drugače slišim, drugače vidim. Odpira se vam nov svet in dajmo k temu se zahvaliti, kot pa kontra. In še to, kaj sem naredila včasih, jaz se spomnim, ko sem govorila, eno kolumno sem napisala, ko je bila najbolj brana kolumna, ko sem napisala, naredila sem za 2 milijona napak, ampak noben pa ni prebral sporočila notri, da sem konkretno napisala, ko se naslov prebere, sem napisala, da sem zaradi tega danes tukaj, kjer sem. Točno tukaj, na tem mestu, sem zaradi tega, ker sem naredila za 2 milijona evrov napak. Danes si lahko rečem, vesolje, večji kot je bil ego, bolj vesolje reče, zdaj pa je skrajni čas začistiti. In pol tuf. In kar naenkrat, ko se postavljaš v steber, si v svojemu stebru. To meni prvo to. Druga zadeva, katera je, kako gradimo odnos, najbolje tudi s seboj, v tem smislu, da če nekdo reče, meni je pa ful všeč tale modra oblekica,
da mi rečem, meni je tudi ful všeč ta modra oblekica, ali pa naprimer, kako se rada jem te hrane, ne vem, to hrano, in pol ti tudi rečeš, kako se rada jem to hrano, čeprav tega ne čutiš. Drugič, res, druga stvar, ko gradite odnos na sebi, boste naredili na tak način, da boste iskreno povedali tisto tako, kot mislite. Če vam nekaj, primer, to zdaj ne bo, ko vas bo vprašala kolegica, a je lepa obleka, da boste vi rekli, pa če vam ne bo lepa, ja, ful si lepa, lahko rečeš, ja, čist tvoj stil, ampak dejansko ne komentirajte, da je vam všeč. To pomeni, ostanete v svojem stebru, ker če vedno bolj, ko boste sledili množici, je potem vprašanje, kako nimate dobrega odnosa s svojim otrokom, če svoj otrok lahko da samo sledi množici in da vi mogoče tega ne vidite. To pomeni, vse to, kar boste počeli vi, se bo to zgodilo tudi pri vašem otroku. Tako da, stojite za svojim mnenjem, poskušajte delati na tem, poskušajte biti odprti, ker ko ne boste vi sebe obsojali, ne boste obsojali drugih ljudi, boste druge ljudi sprejeli in boste vedeli, da pač mogoče njihova zgodba drugačna, kot si vi mislite. Mogoče niso. Danes je bilo ful dobro, če upam, da mi dovolijo, ne bom govorila o imenih. Danes smo imeli krasno vajo, mogoče lahko jo delim z vami, jo tudi uporabljam na online tečaju, kjer si izberete tisto osebo, katera vas zelo, zelo moti. Najbolj taka oseba, ki vas moti, ali je to v službi, ali je tako, prav gre vam na živce. In se poglobite v to osebo in si napišete, zakaj vas ta oseba moti. Naprimer, pri nas je bilo, je preglasna, želi biti v centru pozornosti, vedno velja njeno mnenje. Ne vem, ko sem delala njegovo mnenje, ko sem delala z eno osebo. In je poanta v tem, da ko to si postavite, bom to končala, poslušamo svoje telo in se spoštujemo. Tako je, poslušamo svoje telo, poslušamo, božamo se, da se spomnimo, kako se božamo. Pobožamo si rečemo, da imamo lepo kožo, da imamo lepe roke, da imamo vse, tisto, kar pa si čutimo, da nam je fajn. In ko najdete to osebo, na drugi strani napišete, kaj vas moti pri tej osebi. In če delate v paru, je super, da si predstavljate na drugi strani to osebo, naprimer, evo, Evico, in potem tej Evici to povemo. In rečemo tej Evici, čeprav ni Evica, je zdaj ena druga oseba, sem pa še noter rekli točno konkretno. In povejte tej osebi, kako čutite. In poveste konkretno, a veš, kako se počutim, ko pa mi to, pa to narediš. Ali pa ti lahko povem moje občutke. Ti lahko povem, kaj je tisto, kar bi ti želela deliti s teboj. Ko boste to počeli, vedite, da so to enaki vzorci, kot so vaši, ampak so malce drugačni. In to samo pomeni, primer, če je oseba ful glasna, želi pozornosti, želi biti opažena. In ko boste vi to povedali, boste, ko bo ona rekla, hvala, ker si mi to rekla. Ali pa naprimer, dej, nehi, to je največkrat, kar se zgodi, dej, nehi, zaradi tega, ker če oseba nikoli ni v svoji družini slišala, da so se ji starši opravičili, da je mami rekla oprosti. Moja mami meni je v nekih letih ful skozi govorila oprosti, potem avtomatsko ti tudi začneš govoriti oprosti. Če pa ti od svojih staršev nisi slišal, pa zelo, zelo težko izustiš ta oprosti, ker ti nekako tako pomeni, kot da si poraženec, kot da si izgubil neko bitko, ki sploh ne govorimo o bitki, ampak govorimo o tem, da se osvobodiš. Še vedno ljudje se bojujejo, še vedno spajajo, me kar zanese, bi kar govorila še 100 drugih tem. Pomeni, greste v to, se pogovorite to osebo in bolj, ko boste poskušali to povedati, ko bo ta oseba rekla oprosti, se bo vam olajšalo. In takrat boste začeli sprejemati ljudi in boste videli, da vsak od nas nosi neke določene vzorce v sebi in da eni so bolj introvertirani, eni bolj ekstravertirani. Sama lahko priznam, da jaz sem bila vedno ekstravertirana. Jaz vedno, kadarkoli sem imela izziv, sem ga povedala. In sem povedala takšnega, kar mislim. Mogla sem se vdahniti in potem se mi je bilo lažje. Vem pa, naprimer, moj mož pa zadrži v sebi. In potem sem večkrat rekla, Igi, če držiš v sebi, te bo nekaj bolelo. Pejt na WC ali pa pejt se nekam spihati. In isto to vam govorim. Tisti, ki znate se, tisti naredite to, tisti, ki pa ne znate, pa prosim, pejte ven, se orn zaderte ali pa pejte na WC, se veste, kaj morate narediti.
ko greste na WC. Naj gre ven iz vašega telesa. Ne obsojamo ljudi. Zakaj? Ko nehamo obsojati sebe, absolutno prenehamo obsojati druge. Ta druga zadeva, sprejmemo vse odločitve, katere smo naredili v življenju in rečemo, fenomenalno. Zaradi teh odločitev sem danes takšna oseba, kot sem. Ko boste to sprejeli, boste videli, da dejansko boste pustili svojim otrokom dihati, boste pustili svojim partnerjem dihati, ne boste jih obsojali, karkoli bodo naredili, ker boste vedeli, da nekaj je že prišlo z razlogom, da se to naučijo. In ta tretja stvar, katera je, ko gradite odnos s seboj, pa bom mogoče delila, ker je pa povezano z službo, marsikatero je bilo takšna zadeva, želim postati vodja, želim to, zakaj me ne vidijo, zakaj ono in druga zadeva, bi pa želila ta tretjo stvar, ki se mi zdi res pomembno za grajenje odnosa do sebe in tudi do drugih. Če želiš graditi odnos do sebe in potem posledično tudi do drugih, prosim, sprejmi odgovornost za svoje življenje. Sprejmi za Božjo voljo odgovornost za svoje življenje. In zdaj, da bo case, oziroma primer najbolj tako usmerjen, da boste razumeli, kaj želim povedati. Ko se zaposlite ali pa ko ste v podjetju, si želite postati vodja. Eni ja, eni ne. In tisti, ki si želite postati vodja, vam je ful lepo dobiti dober naziv, vodja, direktor, ne vem, kakorkoli, ne vem, karkoli ste pač. Direktor, kaj še potem? Vodja, direktor, vodja proizvodnje, vodja prodaje in tako naprej. In potem direktor. Ampak ta vloga zajema zelo, zelo, zelo pomembno vrednoto. Vrednota, ki je najvišja od vseh vrednot in najbolj odgovorna, svoboda. Ko želimo postati, vodja, pomeni tudi, da si želimo svobodo, da smo mi tisti, ki bomo pomagali drugih, ki jih bomo usmerjali, ki jim bomo povedali, kaj je dobro, ali vodja, voditelj, pustimo, da ne bom zdaj se potem, da ne bomo voditelj, dajmo voditelja. In ko želimo biti svobodni, je čas, da prevzamemo odgovornost za svoje dejanja. In na tak način tudi gradimo svoj odnos. Pomeni, če smo nekaj prevzeli, da želimo biti voditelj, pomeni, da ne bojo se drugi odločali namesto nas, tiste odločitve, ki je prav, da jih mi sprejmemo. Ko bo prišlo do nečesa, da bo karkoli, zagustilo, tako kot ponavadi rečejo direktorji, joj, ona dva sta se sprla, bom pustil, da razrešita. Ja, kak, če sta sprta? Kaj bosta rešila? Samo poglobila bosta, ker potrebujeta mediatorja. Ali imasta mediatorja, ali pa nekdo, ki bo poskušal na višjo raven stopiti in ima pokazati, da se brez veze kregata, čisto v nesmiselnem, ker skupnemu cilju oba sledita in tam noter je tako majhen izziv, da naj pogledata z drugega zornega kota ali iščeta priložnosti. To pomeni, v vsakem primeru, višje kot smo, na višjem položaju, bolj gradimo odnos do sebe, ampak predvsem tako, da prevzemamo odgovornost. Ker ko prevzemamo odgovornost, gremo najvišjo vrednoto in to je svoboda. In svoboda pravi, to je tako, to se spomnim, je Škrabec rekel, ko smo dobili zlato gazelo. Je rekel, štej vem, koliko je ura, my God, točno to. Mi je Škrabec rekel, Tanja, bolj ko si na vrhu, bolj piha. Bolj piha. Bolj si sam, iz vseh strani piha. Zdaj si pa predstavljajte, tako da bi si tako predstavljali hrib, čez gore hriba. Ne piha samo z ene strani, piha iz druge, iz vseh strani. In bolj ko piha, bolj je pomembno, da smo v svojemu stebru. V stebru smo pa lahko samo na tak način, ko prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Ne glede na to, kakšna so. Dovolite pozabiti na tisto preteklost. Kako pozabite na tisto preteklost? Kako pozabimo na preteklost? Sprejemanjem in odpuščanjem. Sprejemanjem in odpuščanjem. Sprejemanjem in odpuščanjem. To sta dva najtežja moja predavanja na online tečaju in ponavadi takrat tudi ljudje, ker imajo izzivov s tem, pa ne samo na online tečaju, na delavnicah, vse povsod.
Tu imamo največji izziv narediti kepo naprej. Kaj je treba odpreti, pa odpustiti, pa začeti delati na sebi. Ampak, ko pa to naredite, pa ste odprti za hvaležnost in vidite, da je ta svet krasen, da je vse v tem svetu krasno in spoznavate ljudi in vidite ljudi, bodite pozorni na ljudi, kako gradijo odnos do sebe, točno boste vedeli, garantiram vam, tako kot tukaj sedim, da pogledate, da si vzamete nalogo in greste, si rečete, danes bom opazoval in si bom zbral 3 osebe, pa bi vas prosila, da poskušate poiskati, zdaj ko jaz govorim o lepoti, jaz govorim o notranji lepoti. Poskušajmo najti ljudi, ki žarijo, ki svetijo, ki tako prav svetijo, ki začutite. Jaz se opravičujem vsem tistim lepoticam, največjim misicam, ker včasih mi je tako hudo, ker vidim marsikatero misico, jaz vas kličem vse tiste, ki ste vrhunske po vseh, ko začutim tisto bolečino, ko ne vem, kako bi vam pomagala, pa rekla, le, kako si lepa, sprejmi to, kako si lepa, a nas sprejmi, ampak pač to vsak človek mora sam spoznati. Poglejte tiste, ki so notranje lepi in če jih poznate, sigurno poznate kakšno izmed teh oseb in poglejte, kako se pogovarja, kako govori, kam bo njen govor šel, a bo šel njen ali njegov govor, a bo šel v plus ali bo šel v minus. Ali bo videla ali videl te stvari dobro, ali bo videl te stvari čisto drugače, kot jih vidite. To pomeni, vse druge bo obkrivil na tak način, ali bo pa rekel, wow, in bo šel gor. Jaz to zdaj po domače rečem, greš gor. Ko greš dol, se spomniš, da boš iti gor. 3 zadeve, da lahko zgradite odnos. Pomagajmo ne škodovati. Evica, točno to. Jaz vedno ponovim ali pa rečem tako, to je bil ful močen stavek, ki sem se ga mogla nekako naučiti, ker sem videla te vzorce. Pa včasih bi tako želela vam vsako iskrico podeliti, zakaj je moja iskrica nastala, zakaj je moja afirmacija nastala, pa bom eno delila, ki jo je zdaj glih mi Evica dala, Evica Gora. Imam eno afirmacijo, ki mislim, da 2-3 dni nazaj, je tudi smo jo dali gor iz teh mojih afirmacij, je sprejmite ljudi z ljubeznijo. Sprejmite z ljudi ljubeznijo, da sem pozabila, ne bom zdaj vsako grih ne vem na pamet, pa tudi po moje ne bom zdaj iskala, ampak sprejmite ljudi z ljubeznijo. A veste, kako je nastala ta afirmacija? Ta afirmacija je nastala, ker sem ljudi, če sem videla, ko so prišli v podjetje, zdaj iščem, če bom našla, ampak po moje zdaj glih ne bom našla med temi mojimi, o teh govorim, o teh informacijah. Hvala Petra. Če bi, da povem, zakaj se je to zgodilo. Ko so prihajali mi v pisarno ali pa ko smo bili na kakem vodstvenem sestanku in sem videla osebo in sem jo kdaj obsojala na način, sem mislila, pa kak nisi tle naredila spremembe, pa kak nisi naredil te spremembe, wow, zakaj nisi to naredil, In takrat sem vedela, da samo bolečino povzročam sebi, ker s tem sebi gradim slab odnos, ker to pomeni, da je to moje, jaz ne verjamem, da sem dobra, jaz ne verjamem, da sem krasna, jaz ne verjamem, da sem pametna, my God, ker sem to spoznala, to pa pri meni se ne zgodi. Jaz kar briši, delete, nič. In potem sem začela na ljudi gledati drugače. In čisto vsak, ki je prišel v moje življenje ali ki je prišel v mojo pisarno in ker sem začutila bolečino, vsega samo dajmo ljubezen. Sem dajmo ljubezen, da bo to ljubezen dobil. Če sem videla, da je pač ne morem dati, da sem že izčrpana, vsega danes imam pa premalo časa, mogoče kdaj drugič. In je že ura 20:44, to pomeni, odnos gradite s svojimi otroki, s svojimi sodelavci, s svojim partnerjem tako, da ga gradite na sebi. Da se sprejmete, da si odpuščate in da dejansko, kaj se nekaj še ta tretje, ne obsojate. Ljudi sprejemam z ljubeznijo več, kot je dajem, tako je. Za odpuščanje res rabiš čas, si preveč in da začneš sprejemiti. Zelo lepa, Marina, iskrena hvala. Tu se mi največkrat ljudje, tudi iskreno lahko povem, ustavijo pri odpuščanju. To pomeni,
odprejo neko bolečino in potem rečejo, joj, ne morem odpustiti, lahko odpustim, ne vem, mami, ne morem odpustiti očetu. Samo delati, pa dodajati hvaležnost, mogoče še malce za zraven, dodati hvaležnost. Ja, hvala, Rebeka. Samo dodati hvaležnost. Hvaležna sem, da sem tukaj in zdaj, tukaj. Hvaležna sem, da diham, hvaležna sem za ta nov dan, hvaležna sem, da sem vsak dan boljša oseba, hvaležna sem, da si dovolim spremembe, hvaležna sem, da se odpiram za ljubezen. Odpuščanje zahteva na nek način še toliko več hvaležnosti. Zaradi tega, ker greste dol, pri odpuščanju greste dol in pri odpuščanju, ko greste dol, je potrebno vas nekako dvigovati in dvigujete se lahko samo s hvaležnostjo. Da vidim, če sem karkoli nežni do sebe. Jaz že včasih, a veste, ker je bil tisti peeling, ki se moraš napiliti. Jaz, ko sem si tisti peeling dala, sem si ga tako orne dala. Zdaj že peeling ne uporabljam, zdaj že peeling se lepo božam. Lepo se božam. Da vidim, če mi je še kaj, če sem karkoli še pozabila vam povedati. Če ne bo pa to danes dovolj, mi je pa ena gospa napisala eno temo, ki bi jo želela, da jo podelim. Čakaj, da vidimo. Nikoli se ne počutite krive za vaše odločitve. Nikoli. Vse odločitve so prišle z razlogom. Moja draga mami. Vsaka odločitev. Celo življenje rastemo in tem je čar. Tako je, draga moja Mirjana. Točno to. Hvala. Kako lepo mi je napisala še potem za... vse to je za mojo dušo. Kako lepo. Tanja, meni tudi to koristi in mi paše. In mi je všeč in naj vam povem, kakorkoli, da sem danes res zelo zgodaj vstala, 2:06 sem že šla od doma, da sem me vprašala moja stranka, kako si bom to spravila notri, glede na to, da je danes res poln dan. Mene to napolne. Mene napolne, ko vidim ljudi, da delajo spremembe. Mene polni, ko vidim, da mi reče, da je naredil korak, da je v zavestu neke določene stvari. Mene polni, da... Mene polni to, ko začutim, da so ljudje veseli, da se naučijo nekaj novega, da si dovolijo slišati. In ko se to naredi, jaz tako rečem, 5 let nazaj sem spoznala, 6 let, 2015 sem spoznala, da v grob ne bom nesla nič materialnega, čisto nič. Odnesla bom samo to, koliko ljudem sem polepšala življenje, s koliko ljudmi sem delila moje izkušnje in jim pomagala, da tudi oni postanejo boljša oseba, tako kot sem postala jaz. In dragi moji, jaz sem v stebru in uživam tem svojem stebru. Če me kadarkoli zanese iz tega stebra, se zavedam, da to ni moja energija, ampak da je energija, ki mi je nekod prišla in da je potrebno ponovno vzeti si čas zase. Osebna rast je nekaj, kar vam koristi, da boste vi boljši, da boste bolj srečni v svojem življenju, da boste imeli bolj krasne otroke, tako kot je moj sin prišel k meni 2 dni nazaj in sem nekaj rekla, bomo jedli to pa je bilo tako, pa moj sin je prej v zadnji pa reče, mami, ti malo joy, ti skozi praviš, joy, pa flow. In pa rečem, prav. Ko vidiš, da ko ti delaš spremembo, jo delajo ljudje okoli tebe in da ti ljudje to spremembo živijo, ne samo da rečejo, sem slišal, ne, so jo zavesli in jo živijo. Želim vam krasen večer, obdajte se s svojimi najbližjimi, res delajte na tem in delajte na odnosu do sebe. Ko boste delali odnosu do sebe, boste delali na odnosu do otrok, odnosu do partnerja, do sodelavcev, prijateljev in do vseh ostalih. Želim vam krasen večer. Temo, katero mi je predlagala kolegica, ena izmed mojih kolegic, ne vem več, kako vas naj imenujem, ker vas imam veliko takih, ki ste mi lepo napisali, ki mi jih skozi pišete. Povejte mi, kako bi vas to poimenovala? Moje boginje, bi lahko tako rekla, moje boginje. Drage moje boginje, kaj vam imam vse zapovedati? Moj september pa nor, mislim. Imam pa 2 meseca dopusta, prosim, lepo. Predlagala mi je, če bi lahko odprla temo ljubosumja žensk. Napišite, kaj mislite glede tega.
in lahko delim z vami, lahko da se marsikatera najde, o čem bom govorila. Če vas karkoli zanima, punce, jaz sem poklicana za to, da vam pomagam, jaz sem poklicana za to, da vam odpiram srčke, jaz sem poklicana za to, da vam pokažem, da lahko za žensko energijo ste uspešne, da ste lahko srečne in ne samo, da ste srečne, da lahko živite to svojo seksipilnost v polno.